moj občutek, ko se je rodila prva vnukinja, je bil dejansko izpolnjenosti. In to so neko Brini, starejši čerje. Zdaj sem pa izpolnjen. Wow. Mislim, ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem. Ne, možeš to drugače gledamo, ne? Ja. Doma sem, gledaj, s tabo sem zdaj poleg tebe sedim, ne? Stiskam se s tabo. Kaj me sprašuje, če te imam rad, če te ne bil tu? No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, naprimer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne? Barbara in Blaž, pozdravljena v naši družbi, oziroma jaz lahko rečem, da me vidva pozdravita v vajni družbi, ne? Pri vas smo. Kje smo? Dama bo povedala. Hvala. Boš kar ti povedal, glede na to, da smo vseeno, jaz ne prihajam od tukaj, Blaž prihaja, tako jaz mislim, da najbolj pošteno je, da Blaž predstavi, ker je on v bistvu gostitelj, ne? Pri Blažu doma torej smo. Nahajamo se pri nas doma. Mi dva z Barbara in z mojim bratom imamo tu eno vinsko posestvo, ki sta ga že starša postavila in te prostori se najboljše počutimo, se pravi, da smo doma. Kolikrat pa utegneta priti v Haloze iz Ljubljane? Je to pogost skok iz prestolnice v te zelene, umirjene konce? Zame je malo pogostejši, bi si želel še več, ampak imam tudi druge naloge v življenju, pa pridem čez vikend, glavnem, Barbara pa tudi seveda se pojavi tukaj večkrat. Ok, 36, a to sem zdaj prav zasledila, koliko let sta skupaj? Mož in žena, poročena že 36? Ja, mož in žena malo manj. Točne številke bo Blaž povedal, ker je Blaž tisti človek za dober številkami. Zdaj ne bo namočila. Dober številkami, ne, ampak ok, jaz vem, da, kar jaz sigurno vem, da sem jaz bila 3. letnik srednje šole, gimnazije. Blaž je bil pa prišel v bistvu v 1. letnik komaj, ne. Tako da ja, mislim, da sva rabila, ko se je šola začela. Pa dobro, 29. augusta bo 28 let poroke, 27. oktobra bo pa 37 let od tistega prvega randija v pizzeriji Slonček na Ptuju. To je ta računalniški del, ki ga jaz nimam. Številke, ne? Koliko? 37 bo oktobra. 37. Od prvega randija v pizzeriji na Ptuju. Se pravi, Blaž ima rad starejše ženske? Zrelejše. Zrelejše? Ok. A je bil Blaž takrat kot fazan že izurjen osvajalec, da je osvojil starejšo, ali kako je bilo to? Niti približno. Mislim, da je bilo ravno nasprotno. V bistvu je bil zelo sramežljiv, se meni vse zdel, no. Takrat se ga spomnim, kadarkoli smo se skoraj srečala s pogledi, on tako se mi zdi hitro umaknil pogled, ampak sem rekla, to je že dober znak. Ampak je tistih 2 meseca tako mečkal sem rekla, če se jaz ne predstavim. Če še enkrat rečeš tako, jaz sem bil za Štarca. Jaz postam res nervozen, ko začne Ljubljanska vleč, teda mi smo iz Ptuja, tako ne boš več govorila. Ok, pa domače. Ampak, no, živimo pa že tako dolgo v Ljubljani, da je to sigurno ena prilagoditev. Da se mi oprosti to. No, 2 meseca je zelo mečkal, tako da sem jaz pristopila in rekla, jaz sem Barbara in sem rekla, zdaj pa, da vidimo, kaj se zgodi, ali bo ali ne bo, no evo in še vedno je tu. Ok. Kako se pa, Blaž, ti spominjaš? Mogoče prvega zmenka? Jaz sem sicer že nekaj slišala o tem prvem zmenku. Ja, malo se mi modilo naprej, ker smo bili z dečki zmenjeni. Ne, ta pizzerija še danes obstaja, ne? Sicer so se bili lastniki menjali. In še vedno je ena specifična pica, ki sem jaz tam vedno jedel. Pač bilo je zanimiva izkušnja. Jaz sem bil sramežljiv dejansko, verjetno. Malo sem se delal nedostopnega mogoče. Z brost frizuro, pa z belimi štumfami, s podvihanimi kavojkami. Takrat je to bilo pač moderno. Smo bili vsi malo na tej pop sceni, potem smo se pa pretvorili v radikalnega rockerja čez leto dni praktično. Ko smo porihtali to, da imamo zdaj neke odnose z ženskami in smo postali pa radikalni rockerji, kar naenkrat, ko smo se mislili, da se mi treba več truditi. Ok, očitno se res ni bilo treba več, ne? Zdaj sta že toliko časa,
ali ne? Ne, jaz pa tu imam drugačno teorijo. Jaz pa mislim, kdo si misli, da se več ne rabi truditi, je takoj na napačni poti. In takrat hitro zdrkne ta, se mi zdi, odnos. In jaz bi to rekla še za danes, da nič ni samoumevno. Čeprav smo pririnila teh 37 proti polnim 37 letom, ampak se mi zdi, ko človek začne odnos oziroma nekoga partnerja, s katerim živiš ali se družiš ali kakorkoli, ali tudi prijatelje, je malo za samoumevne. Se mi zdi, da lahko hitro to je povod za tisto, da gre hitro vsak, na svojo stran. Kako pa vidva pol vzdržujeta oziroma kako se trudita drug za drugega po vseh teh letih? Z vsemi spolnimi padci, tako kot vsaki zvezi. Jaz mislim, da smo midva, prvič smo človeka, ki vseeno se mi zdi, da moramo imeti rada izzive, ker drugače pač ne bi bila tukaj. In smo en drugemu zelo velik izziv. Cel čas. Devica in vodnar. Ja, midva načeloma... Red in kultura. Kdaj smo bila? Kdaj je bilo tisto, ko smo na enem morju smo prebirala en horoskop in je pisalo zelo lepo. Ostanita ljubimca. Ostanita raje ljubimca. In smo se midva takrat spogledala, kaj bomo zdaj mi to upoštevala ali ne bomo upoštevala, in moram reči, da ga načeloma v narekovaju upoštevamo, ker je super ostati ljubimec, boljše kot se tisti zakonec, ko rečeš, ok, itak on pride, itak je ono tam, itak ne bo nikam še, kaj, da je vse tako po nekih tirnicah. Jaz mislim, da vsak dan mora biti ta tehnica, ali smo ali nismo. Hvala, to gre gor dol, In ta izziv se mi zdi, da smo sposobna ga zaenkrat premagovati, oziroma dokler sva odkrita en z drugim, Sva pa glasna, sva pa Balkanca, Ja, tu pa smo midva, se mi zdi, da smo, kot da bi bila mešanca naših, južnih bratov, oziroma kot da smo Balkanca in Italijana. Skupaj vse to. To je pa strast, To pa mora biti glasno, strastno. Jaz rad temu pravim strast, ampak mnogi to doživljajo kot agresijo, Jaz ne. Da sva glasna. Oziroma, ko začutim, da bi bilo preveč, pa rečem, stop. Ampak kaj zdaj to pomeni, da ko se skregata, ne vem, da znata en na drugega povzdigati glas, ali da sta pri vseh stvareh? Itak. Ampak mi naslednje jutro normalno funkcioniramo, Ja, nimamo pa nikoli te zamerljive... Tihih obdobij ni. Ne. No, to je super. Komuniciramo, potem tudi, ko se vse skupaj malo ohladi, predebatiramo, kaj je za to bilo, pa kaj ni bilo, pa če bilo okej ali ni bilo okej. Drugače pa ne, nimava tega, da bi še odprema to temo, kdaj to ni tako, da bi se... Sploh dama. Jaz, če še meni kaj slučajno, če še meni kaj ni jasno, jaz še odprem staro temo, pa rečem, In to je veliko krat, če je treba kaj dodatno pojasnjevati. Kaj pa, a veš, ko si tisto rekel, jaz sem malo razmisla, Blaž, ko se zmeni, on zaključi pika. Pomoško, spijemo pivo, gremo dalje. Tako, jaz pa še vseeno malo razmislim, pa malo obrnem kako stavek, kaj pa če on to mislil tako, ali pa da ne bi za on mislil, da jaz, dajmo si to, samo to razčistiti na ta način, tako da jaz sem definitivno tisti človek, ki še malo razčiščuje, medtem ko Blaž pa ima tak zaključ, Nov izziv, gremo dalje. Se pravi, po 12 urah v službi pride Blaž domov in Barbie pol pride domov Blaž in daj mi povej, kaj si včeraj zdaj mislil? Točno tako. Včasih gre 16 let nazaj. Zdaj sem se že naučila, da zbiram prave trenutke. Po njeni presoji. Ja, to se meni zdi, tako da definitivno ga pri vratih ne počakam s tem vprašanjem. V kuhinji, 3 metre stran. To bi bilo zanimivo spremljati. Idemo tja snemati podcast. Samo, če si sit. Ja, samo to nikoli ne ve, če sem res. Včasih kaj jem službi. Ok, dinamika torej. No, to so pa tiste že skrivnosti, ki jih z leti, naprimer, ne vem, skapiraš pri partnerju, da veš, kdaj drezati, kdaj ne drezati, s čem drezati, s čem ne drezati, s čem pomiriti, s čem narediti, pržgati nekaj, karkoli, Tako da se mi tu pa že se mi zdi, da je neka umetnost tega odnosa
Mora biti spostavljena, ne? Ja, ampak odnos ni sprehod po parku, ne? Ne. Odnos je trdo dela. In je pač ves čas trdo dela. Ni naključen, ne? Ker enkrat manj slabši trenutek, ima drugič drug slabši trenutek. In je treba spolirati to naslednje jutro, brez tišine. Ne? Večer ne uspe vedno čisto, ne? Ker treba iti vseeno kaj prespati. Ampak naslednje jutro se običajno porihta. A je Blaž romantik? Devica. To so zelo redoljubne, ne? To je, ni dosti romantik, vse je po planu, no. Mislim, nepričakovanih romantičnih trenutkov je relativno malo. To je tako, ne. Urnik je postavljen, ne. A ja, pa ima ta urnik tudi za, ne, jaz velikokrat slišim, ko pridejo otroci, ne, v družino, ne, oziroma med partnerja, je treba imeti urnik tudi za, ne bom zdaj izgovorila. Vse treba imeti urnik, če si 12 ur služi, pa sploh, ne. A pa ima ta urnik? Mislim, se sproti ustvarja, ampak ne, da bi pa se kaj zgodilo, pa vsem nepričakovano se pa redko zgodi. Če je to definicija romantike. Tudi se zaradi tega, ker moramo priznati, da zdaj v bistvu živimo še samo 3 skupaj. Ko je bila polna hiša 5, definitivno je bilo tega, mislim, takih spontanih stvari manj, ne. No ne, ko smo imeli pa svoje nastropje, bilo lažje. Ja, to je res, ampak dobro, ne, kakorkoli že. Smo zdaj v bistvu vsi polnoletni doma, ne, 3. In v bistvu zdaj bolj tako, ne, zdaj tako. Tak. Da naj 18-letnik naj vpraša, kdaj pridete vi domov, kako dolgo vojne, tako da v bistvu mi dva zdaj bolj napovema, kdaj pridemo. Kam pa rada greta, ne, takole zvečer po službi? Si predstavljam, ne, da Blaž, ti prideš verjetno domov ne glih ob 5 popoldne, ne, ali tudi? Čez vikende sem veliko tu, ne. Aha, no recimo, kam gresta, kje preživljata skupaj čas? Kaj oba rada skupaj počneta? Mislim, če se sestavi, lahko. Če se sestavi nedelja normalna, ne, potem je običajno rutina. Ne. Jutrni sprehod čez Rožnik, pa moderni mogoče kakva pijača, ne, limonada, kava. Pa kak sprehod po mestu, recimo, ne. Potem pa kakem od lokalov, ki so naši prijatelji, ne. Ker v končni fazi družina seveda tudi vino prodaja, kako kosilo z veseljem pojema po Ljubljani in potem pa gremo pa na enega od najboljših sladoledov na svetu, ker v Ljubljani je vsaj 6 lokacij, ki ima izjemen sladoled, ne. Ljubljana je fantastično mesto, ne. Zdaj v zadnjem obdobju, dejansko v zadnjih 10-15 letih je sprehod po Ljubljani, kot da si na rivi v Ljubljanici, kje na morju, ne, kot da si, ne, kjerkoli po svetu, je svetovljanska, ker slišiš 20 jezikov, če se sprehodiš po mestu začer, tako da je sprehod po Ljubljani umirjen, brez velikega časovnega pritiska, dopust, realno. Jaz ga vse tako doživljam. Jaz tam izklopim tistih 4-5 urah lahko možgane povsem, ne. Res imam občutek, kot da sem v nekem prijetnem okolju in nikjer nobenem zapečkarskem, ker je dejansko svetovljansko. Če pa potujeva pa relativno v krogu 500 km bolj kakšni podaljšani vikendi, ker skušava videti, kako ponujajo recimo, ne, te storitve, ki bi si jih midva želela nekoč morda skupaj ponuditi našim gostom, ne. Se pravi to gostitveno, nastanitveno, hrana, vino in te stvari. Se pravi, ni zdaj, ne, če si kdo predstavlja, Blaž Brodnjak gre 2-krat na mesec na Maldive, ne, pa Nisem še vedno na Maldivih. Aha, okej. Mene zanima. No, sem tako. Mene zanima, instantni turizem me ne zanima. Zanima me turizem z dušo, ker prideš med ljudi, ki ni za plotom nekoga, ki ne more preživeti. In prideš domov, kjer te sprejmejo odkrito, s srcem, toplo. In to bi želela midva ponuditi ljudem. Zato nas mene iskreno bolj zanima ta regija, Balkan, Srednja Evropa, prečudovita, najvišja kakovost življenja na svetu, demokratični standardi. Ne vleče me nikamor drugam, iskreno. Tu se živi najbolje na svetu. Tu mislim, da sva kar, zato tu ni nobenega problema, ker oba imava točno to rada. Mislim, da bi Blaž imel zelo velik izziv, težavo, če bi mene hotel spraviti kam daleč. Jaz ne rada letim z avionom, grem, ampak to letenje mora biti... Ja, tako. Ja, v roku ura ali pa London, mogoče še rečemo urca pa pol do 2. Ostalo bi me že težko premakniti, tako da jaz mislim, da čez lužo mene nikoli ne vemo, ampak si ne želim. In to odkrivanje te okolice, koliko lahko dosežemo, ne vem, res v enem dnevu ali pa z avtom, to se mi zdi, mislim, sploh naši sosedje vsi, ne, se mi zdi, da so to taki biseri, mislim, še doma ne poznaš najbolje, ne,
Imamo ene prijatelje, ki so prišli iz Makedonije in jaz vidim, da so oni zdaj skoraj že v Sloveniji bili na več krajih, ko jih jaz sploh še poznam jih, ampak tam še nisem bila, naprimer, ne. In pol se rečem, mislim, a je to, mislim, to ni fair, ne. Vse bolj se mi zdi, ne, po vseh teh ekscesih globalne merilo, ne. Poslovno še morda v Ameriko, drugače pa mene vleče iskreno. Se mi zdi, da če imaš rad lepo, je lepega veliko tudi bliže, ne. Tako da mene tudi vzhod in te stvari da bi me, mislim, midva si rada pogledamo in dokumentarec in preberemo kaj o tem, vse, okej, ampak ne vleče me zdaj, da bomo obrnila, ne vem, da bomo 14 dni zdaj nekje to raziskovala. Evo, mi nisva za to, no. Ampak vidva sta si dejansko ustvarila svoj raj pod soncem, ne? En del je v Ljubljani, en velik del, vedno večji del pa tukaj, ne, v Halozu. Dobro, tu je predvsem trdo delo, vsej družine, ne, tu starša seveda še vedno polno peta in od jutra do večera po vročini, po suši, po mrazu, ne, trdo fizično delata, ne, brat tudi, ne, pred 24 ur na dan. To je trd kruh je, ne, kmetijstvo in turizem, ne, ki se ga mi poskušamo iti. Ob vsej gonji zoper alkohol, ne, mi proizvamo vino, ob vsej gonji zoper meso, mi zrejamo ekološko čredo, ne, govedi recimo, ne, da ohranjamo kulturno krajino. In zdaj, ne, to je na tehnici zdaj, ali bomo imeli še kulturno krajino in neke stare običaje, ali je zdaj izziv vzrejati 15 glav govedi v regiji, ki je imela nekoč 3000 hektarjev vinogradov, danes ima pa 500, vse ostalo je pa gost. In ne, da je ogljično nevtralna, ne, je ogljično negativna, ne, kisika mi več proizvajamo kot, ne, in teh naših par kravic seveda tega ne bo ogrozilo. Ti dogmatični pogledi na svet, ki smo jih deležni v Evropi v zadnjem obdobju, so, ne, dejansko prišli do točke, ko se začne spraševati, no, kaj pa mi počnemo sploh kot družba realno, ne. Ali bomo mi sami rešili svet med tem, ko se vidimo, kaj se dogaja v Indiji, ne, kako hiter tehnološki poboj se gleda na Kitajskem, ampak ob kakih ogljičnih odtisih in tako naprej, ne. Morali se bomo seveda pa kot družba reaktivirati, ne. Zato mi vsi še vedno, kot rečeno, oba starša pri sredi 70-ih, ne, na polno, 12 ur na dan, ne. In sta vložila v to zgodbo vse, ne samo trud in delo, tudi penzije v svoje končni fazi, ne. Mi smo vložili vse, kar so 3 generacije ustvarile do sedaj danes dejansko, ne. V to, da se gremo te zgodbe na demografsko, ne, na nek način ogrožene območje, v tem smislu so ljudje se od tu odseljevali, ne, da se dejansko opuščalo kulturno krajino zelo, zelo pospešeno. In da zdaj poskušamo, ne, jo vrniti nazaj, kjer je nekoč bila, na praktično 50. To so se vina, ne, vozila na Cesarski dvor na Dunaj, ne, danes pa, je kot rečeno, smo na 20% ne, obsega nekoč, ne, površine ali pa še manj, ne. In je to nekaj, kar se nam zdi plemenito, da ne, to, kar ustvarjamo zunaj tega okolja, vračamo v to okolje, ne. In meni je res v tem krogu 500 km od tukaj res najlepše, pa sem jaz potoval po Bližnjem vzhodu, pa sem potoval v Ameriki, ampak tu je res raj na planetu, ne govorimo samo o Halozu, ne. Slovenija, ko se vi zdaj peljete po slovenskih vasicah, prejšnji vikend smo imeli recimo, to, kjer pač delujem v tem okolju poslovno, ne, smo imeli srečanje vseh hčerinskih družb in družb iz celotne regije, ne, in sem se peljal po daljšem časovnem obdobju, recimo od Grla, kjer se zdaj nahajamo, ne, slovenske kokoši, po vratu kokoši do Kljuna, do Lendave, ne, do Dobrovnika. Mislim, kako so te vasi urejene, ne, preko tule Podravja, potem, ne, Ormoško-Ljutomerskih goric, pa čez, ne, do Pomurja in prek Murja. Mislim, danes trdim bolj urejene kot v Avstriji, ne, in Nemčiji, ne. Avstrija in Nemčija sta v veliki krizi, Slovenija pa raj na zemlji, in če se samo sestavimo in razumemo, da nas ni za 2 garniture in se povežemo v eno zmagovalno garnituro, bomo najboljši na planetu, sem prepričan. In to slepo verjamem in zato tudi ves trud, čas namenjam tej zgodbi, no. Se pravi, tudi poletje, ne, če gremo zdaj malo na poletne dopuste, ne, verjetno večina ljudi v tem obdobju že planira, kam bodo skočili, ne, tudi čez lužo verjetno. Kje boste pa vidva poleti? Ja, midva imava kar standardno, ponavadi en del julija vedno zablokiram pač, da je Blaž ima dopust, jaz pač se prilagodim k temu, ne, ampak to že imamo, ne vem, po moje menih 15, oziroma ne, kaj govorim 15 let,
odkar imamo otroke, 26, ja. In to je nekje ustaljeno. Kaj bomo takrat delali, ponavadi se tik pred zdajci odločimo. Ni to zdaj noben taki hudi plan. Vemo pač, da takrat imamo pač nek čas za ali kam oditi, ali celo biti v Ljubljani mogoče, ne vem, ali pa biti tukaj, ali pa biti, ne vemo. Vemo, da imamo prosto, to pomeni, da nimamo takrat nobenih službenih obveznosti in že to je veliko. Kaj bomo delali vsako leto, se ponavadi en teden prej mogoče ali pa malo prej. Nismo človeka za 14 dni na isti lokaciji, no. To nismo, ne. Enostavno pač meni je dolg čas, jaz rabim malo več tempa, ne. Danes itak ni mogoče povsem izključiti, ne. Se pravi, služba itak danes v času digitalizacije ves čas s tabo in privatni čas je ves čas s tabo. Ne, ljudje, ki se pritežujejo, da se zdaj non-stop v službi, ne, ni res, ne. Ti lahko zdaj tudi non-stop privatne zadeve urejaš, ne. Dejansko je to zdaj tak en preplet, da več te 8-8-8 delitve ni, ne. In tisti, ki še vedno razmišljajo o teh nekih miselnih vzorcih 8-8-8, pač ne, verjetno bodo spoznali, da se svet giblje drugače in hitreje, ne, da in s Kitajci in z drugimi pač ne bo šlo tako naprej kot Evropa, ne. Tako da ni več nekih ustaljenih vzorcev v tem smislu. Skušava pa pač nekaj najti, kar naju napaja, no. In zdaj, ne, to poletje morda kakšni 3 podaljšani vikendi na Balkanu in to. Pa kak teden, ne, morda tam, kjer smo običajno na lokaciji v Srednji Dalmaciji, s prijatelji tam, ne, in to je to bolj ali manj. Jaz pač ne dopustujem zelo veliko in raje iščem take variante podaljšanih vikendov. Za enkrat, dokler še ne dobimo na počitniško varstvo vnukov. Tako, oziroma vnukin. To moram zdaj zaključiti, ker sem se pogovarjal zadnji s prijatelji, pa jo sprašujejo, kak je spad poleg detka, ne, babica je rekla, ne, jaz sem ljubimka detkov, jaz nisem babica. Jaz sem ljubica od detka. Ja. Dobro, okay. No, sej, to je tudi tema, ki valjda sem imela namen odpreti, ne, 2 vnukini. Jo. Kako je, ne, če prej Blaž rekel, da ni glih romantik, a je Blaž raznežen dedek? To pa lahko jaz potrdim, absolutno. Je dedek mislim, se mi zdi, da je drugačen, kot je oče. Ne? Se mi zdi, da tu že se vidim, da pri enih stvarih veliko bolj popušča oziroma kakšne stvari vidim, da sploh prezre, tako ko bi hitro povzdignil obrvi pri svojih otrocih. Ja, v bistvu nismo še imeli toliko časa zavaditi, glede na to, da je zdaj prva naša Viktorija, ki je najstarejša, je stara 2 leti, Zarja je mlajša, je 5, bo pol leta. In nekaj strašnega časa še nismo imeli, ker to je le čas, ko so večinoma še otroci z starši. Dobro, smo že imeli kak vikend cel, ne? Ja, ne. Naši otroci nama kar zaupajo, se mi zdi, tu ni to, ko včasih poslušam, da kakšne, ne vem, so otroci stari ali pa že zgrejo v šolo, pa še niso prispali pri babicah, pa pri detkih, naprimer. Ne, starejša sem imela že 3 dni sama, ne? Ja. Smo se imeli super, kaj smo se imeli? No, kaj ste počeli? No, da vidim, kje Blaž zdaj popušča, ne, ker Barbi omenja. Jaz si tudi predstavljam, da je strog Blaž, ampak očitno ne. Popolnoma drugače, ne. Svoje otroke imaš in jih začneš vzgajati prvi dan, ne. Ko ti pa pokaže to božjo podobico vnuka, ne, pa je že takoj veš v izhodišču, ne, prvič si oborožen z izkušnjami vzgoje 3 otrok, ne, so šli skozi vse vzpone in padce, skozi pubertetniške ljubezni, skozi, ne, vse skupaj v šolah, potem posledica, ko so se te bolezni razpletle tako ali drugače, ne, skozi šla 3-krat skozi to. Razumeš vse trike, ne, male fintice, ki jih uporabljajo, ne, tu točno veš, da boš ti kak trik uporabil, ne, zato da malo nagajaš staršem, ne. Tukaj sem, recimo, s tvojim staršem zameral, pa kaj si mu zdaj to čokolado dala, ne, zdaj pod mizo daš, ne, sladoled malo, ne. Ampak to res, tistim, ki nimajo vnukov, ne, vse tisti, ki jih imajo, točno vejo, o čem govorim, ne, res iz srca privoščim vnuke. Ker občutek je povsem drugačen. Ti si popolnoma drugače razbremenjen oziroma obremenjen s tem. Zate je to izkušnja, ne, experience, ne. Otroki imaš vedno nek občutek odgovornosti, pa jih ono pa vzgajaš, pa kaj, pa ono pa šola, ne. Kdaj pa vnuki pridejo na izkušnjo, ne, resno. In z njimi je en samožitek, realno en samožitek in je to čisto drugačno. Živiš z njimi povsem drugače kot svojimi otroki. Naprimer, ne, midva najnim otrokom nikoli ne bi pustila,
da bi kosilo jedli na okenski polici. Dobro, to ti postiš, jaz pa še vnukom tudi ne. Ne, si kar Pa na glavi, na okenski polici. Si kar sodeloval, bomo kaj, ne? Ampak, naprimer, pač mi dva smo imela nek red, se sedemo za mizo, pojemo in to je to, ne? No, zdaj pa, naprimer, jemo tudi na okenski polici, naprimer, ne? Ker imamo pač tako, da lahko mi dve potem gledamo dol to dogajanje, kaj je pod blokom oziroma prek na Rožnik in je tam čudovit razgled in mi dve pač jemo zdaj na okenski polici. No, to so take stvari, naprimer, ki jih ne. Je pa tako, kot je bila še rekel, se mi zdi, da pa pridi do te faze, da si stari starš, torej dedek in babica, ne, totalen privilegij. In se mi zdi, da če se zaveš tega privilegija, kaj ti je bilo podarjeno, da se je pač neko kolesje zavrtelo tako, kot se je, prvič, da smo sploh imela otroke, da so zdravi, da so energični. Tako, da sva jih, že to je privilegij. tako, da sva jih lahko imela, da sva jih imela, da so odrasli v neke samostojne v redu ljudi in da imajo svoje partnerje, da imajo hitro otroke. Jaz sem zelo konzervativen, kar se teh stvari tiče. No, to sem hotela tudi reči, ne, Barbi, vem, da mi enkrat, mi dve z Barbi se že dolgo poznava, ne, zato lahko, tudi kak njen nauk jaz javno povem, enkrat mi je rekla na hodniku ena od slovenskih televizij, ja, veš, je fajn, da imaš kmalu otroke, da imaš potem tudi kmalu vnuke, da si lahko večji del življenja skupaj. Tako. Samo res. Ja, da pa si pomoč tudi svojim otrokom na ta način. To je naravna vloga. No, ker, naprimer, sej te zgodbe, ko pravi, naprimer, da tako kot so včasih v nekih plemenih, ne, so se generacije učile generacije oziroma skrbeli en za drugega, ne, se mi zdi ravno ta krog, če ga doživiš, to pomeni, da vidiš oziroma da se potem spomniš svojih starih staršev, še naprimer nekdo sploh svojega dedka, babice ne pozna, naprimer, ne, in da je potem, da so te generacije, toliko generacij, naprimer, še skupaj in da so aktivne, mene se zdi to, mislim, zakladnica življenja, sploh in privilegij prve vrste, da si sploh lahko to doživel in se mi zdi super in moraš, se mi zdi, če do tega pride, moraš znati tudi tu absolutno to zelo ceniti, ne, in čuvati nekako, ne, negovati. Moj občutek, ko se je rodila prva vnukinja, je bil dejansko izpolnjenosti. In to so neko brini, starejši čerje. Zdaj sem pa izpolnjen. Wow. Ja. Wow. To so res lepi trenutki, kar malo čas za tišino, ja, za nazdrav, to resnici, ja. Koliko ljudi sploh doseže ta občutek v življenju, oziroma da si priznaš, da dojameš, da si izpolnjen v življenju. Ne? Ob vseh uspehih, ne, recimo bi kdo rekel, v življenju ima recimo vse, ampak ja, izpolnjenost pa ob vnukini. Ampak takrat tudi ob tem trenutku, to, kar je Blaž omenil, takrat v bistvu vidiš pomembnost tega trenutka in kako so nekatere stvari naenkrat nepomembne, ki si jih prej imel za velike, za pomembne, za, ne vem, da brez tega, mislim, sploh ni problem, ne. Takrat vidiš, da je res, da je to taka elementarna stvar, ena najbolj izpopolnjujočih, ne. Čudovito je, zato pa to res privoščim ljudem. Ja, vedno sta bila zelo kmalu, ne, babi. Pa niti ne. Tako sta babica in dedek, babi, dedi, mama, ata. Dedi, jaz sem dedi. Dedi Blaž. Dedi Blaž. Jaz sem dedi. Ti si pa babi ali stara mama? Babi, ja. No, stara mama ne moreš biti, ne, ker Blaž, mislim... Se pričujem, ona ljubimka od detka. Ja, ljubimka od detka. Ne, super je, no. Res je super. Ja, uživamo. Res uživamo. Mislim, res, to so v tem trenutku je to neka faza v življenju, ko si prej rekla, ne. So uspehi, pa so trenutki izpolnjenosti. To je velika razlika. Poslovno ne moreš taj uspeha doživeti, da bi se tako počutil. Ga ni, ne. To je igra, to je pogajalski proces, to je jaz tebi, ti meni. Ne. To pa smo vsi za, ne. To pa smo vsi dobili. Ne. To je pa naravno win-win, to pa ni ga potreba iskati. Ne. In ko se ti to zgodi, dejansko občutki so enostavno neprecenljivi, neopisljivi, posebno. No.
Drugače imate tudi 3 otroke, no to še povemo, ne? Smo začeli z vnuki, 3 otroke, so zdaj vsi odrasli, ne? Tako, Vsi so polnoletni, vsi imajo volilno pravico. Tako, zdaj je zadnji napolnil februarja sin, Borja, on je napolnil 18 let. Tako da smo ga hecali, da je letos prvič usoda v njegovih rokah, ker je pač dobil volilno pravico in je volil. Najstarejša je Brina in Blažka potem ta druga, ki je tudi tukaj na tem posestvu zdaj. Kot enologinja. V bistvu ste familiarno vsi upeti nekako družinski posel, ne? Tako ali drugače. Dajte nam še te relacije malo, no? Jaz jih sicer poznam, ampak razložite za vse tiste. Vloge so zelo različne, ne? In so, v bistvu že četrta generacija se vključuje, ne? In kot rečeno, vedno so prisotni spolni empati, ne? In tudi tu je treba usklajevati s to interesov, pa je enkrat v enem delu posestva bistveno bolj naporno, enkrat v drugem delu posestva in je seveda to izziv, sploh danes, ko je zelo težko najti koga, da bi ti prišel pomagati, ne? Tudi za plačilo seveda, ne? Tako da je naporno, sezonska opravila so posebej problem, ne, sploh s klimatskimi spremembami, ko je ekstremno vroče, ne, in je res težko. Mislim, fizično delo v vinogradu ni enostavno, ne, je težko, zahtevno delo, zato tudi upis v kmetijsko šolo na Ptuju, nekoč 3 paralelke, zdaj pa kome še kak otrok, ne, kaže interes za kmetijstvo, ne. Tako da so vloge relativno jasno razmejene, pri čemer je veliko prekrivanja, ne, ampak spiritus agens, neki idejni vodja je bil moj oče, ne, ki naj je tudi z bratom pred 15 leti približno poklical takrat, ko je to posestvo, ki ga zdaj obdelujemo, dejansko prišlo na trg. V tem smislu, da so 3 brati pridobili to v denacionalizacijskem postopku nazaj. Gre za eno od najbolj monumentalnih zidanic na področju, širšem področju, recimo okrogu 50 km. Res spomenik nacionalnega pomena je ta zidanica, Veseličeva zidanica, Regentuša, ki se imenuje. Tu je nekoč prebival regent, nadzornik za celotno področje vinogradov nemške ptujske gospode. In oče in mama so dejansko začela z letnikom 2015 na nek način obdelovati te vinograde, takrat v manjšem obsegu, smo tudi še grozdje prodajali. Potem z letnikom 2020 smo pa prišli s prvo etiketo v bistvu na trg, in potem z leta 2023 se je brat na posestvu pridružil, ki je potem prevzel dejansko kot gonilna sila celotno dejavnost. Tako da ta vinarsko-kmetijski, vinarsko-živinorejski del posestva v bistvu je v njegovih rokah koordinacijsko in pomagamo pač po najboljših močeh. Oče in mama so še vedno polno peta, še vedno fizično prisotna in pomagata, koliko se da. Seveda pri 75, 76 skoraj, in 73 je to vse težje, ampak so še vedno vitalna, absolutno, in je njuna pomoč neprecenljiva. Potem pa je hči študirala v Avstriji, najina Blažka, ki je študirala v Avstriji, ta vinski posel in je tudi prakso izvedla v eni od večjih kleti zadružnih v Avstriji. In so od letnika 2024-2025 v bistvu zorenje vin, proces predelave in potem zorenje vin v njenih rokah. Jaz pomagam pač čez vikende tu bratu pri degustacijah in teh stvari in se družim z gosti na posestvu. Drugi del zgodbe je pa v bistvu podznamka familija Kraft, ki je v Barbarinih rokah. Ona je pa umetnica, vedno bila vodnarka in je bila prej oblikovalka oblačil in stilistka. Potem pa je med korono, ko ni bilo kaj za delati, je pa dejansko se izučila za res umetniško keramičarko, je šla na razne tečaje, pa se dejansko potem sama tudi izobraževala preko vse te. Danes je vse mogoče, danes imaš YouTube tutorial, pa se lahko naučiš vse, in dejansko trdo delala. In je zelo zanimivo, da se je pa starejša hči pa njej pridružila pred tem, Se pravi, ona je rekla, mene vino ne zanima kot zgodba, pa tudi Haloze ne, ker želim živeti v Ljubljani, medtem ko mlajša hči živi tukaj zdaj, in ta je res spretna punca, in jo je na nek način pa delavnico malo povabila in Brina ima pa tudi občutek za estetiko in to je nekaj jo zagrabilo, in zdaj ona z njenim srđanom potujeta po sejmih po Avstriji, imamo keramiko, opremene štante čez vikend, da smo postali resni obrtniki tudi, mislim, oni, jaz imam še osnovni posel. Jaz sem obrtnik od prvega dneva. Da, pa je dejstvo, da pa lahko ti poveš tvojo zgodbo potem, Se pravi, ta zgodba familija danes je, ko je Blažka rodila decembra, in je prvi izhod otroka iz stanovanja bil v vinsko klet na nek način, s čimer je označena za večno, Je že 4-generacijski projekt v bistvu, pri čemer seveda skušamo strašiti s postopoma, pač koliko se da manj obremenjevati, in s tem seveda dodatno začeti zaposlovati seveda tudi ljudi od zunaj, zato ker enostavno družin ne bo mogoče vse sami,
in si skušamo pomagati po najboljših močeh. No, mi trije z Barbaro in z bratom mojim Tinetom smo partnerji v tem projektu, ne, tudi finančno in evo, z dneva dan trdo delamo za to, da pač Haloze postajamo ponovno na zemljevid. Ne. Kraljičin te zgodbe je pa tudi posebej zanimiv in je tudi familija Kraft znamka, ne, smo tudi pač za širše področje zaščitili in so lepi odzivi in smo vsi veseli. Ne. Je pa res, da ko se dela, se dela, ne, to je zelo sezonsko, ne, ko so priprave na sejem, oni ne, so 16 ur, ne, delavci, ne. Ko so dela vinograda, so moji 16 ur vinograda, jaz težje pomagam vinogradu, ker pač kljub vsemu, kak dan tedno se pa moram spočiti se eno, ker imam osnovno poslanstvo še vedno, ne, precej intenzivno, ne, in psihično precej zahtevno. Pa tudi potujem zelo veliko, ne, po regiji Balkana, pa do vlagateljev po svetu. Ampak evo, smo rekli, življenje moraš pustiti za seboj nekaj, kar ima smisel, neko sled, na katero si ponosen, denarja ne boš nesel s seboj grob. Vse, kar so 3 generacije ustvarile, te družine, je danes tukaj, kjer sedimo. Potem Blaž iz banke gre potem v vinarstvo, ko zaključi recimo nekoč kariero v banki. To je cilj, ne. Ne vem, kako mi bodo zvezde naklonjene, ne, še v tej neki profesionalni karieri izvršni. Ne. Spravi, izvršne naloge pomeni, da si dejansko dnevno vpet v sprejemanje odločitev kot nek vodja. Želel bi si, da se na neki točki to prevesi bolj vlogu nekega svetovalca in nadzornika, ne, s svojimi življenjskimi izkušnjami, kakorkoli, in seveda poslovnimi izkušnjami. Nazadnje sem na vodstvenih in nadzorniških položajih deloval do sedaj v 17 bankah v 8 državah, nekaj na to temo pač vem in znam. In bi si sebe čisto predstavljal, da v kakih 2-3 nadzornih svetih, recimo, ne, pač potem delujem, ki so manj operativno, ne, zahtevni, da je to mogoče kak dan, 2 na teden, ne pa ves čas. Razliko tega časa pa dejansko preživim v vinogradu in na posestvu. To je moja neka iskrena ambicija. Ne. Kdaj se bo to zgodilo, bo čas pokazal, da pač želim si, da bi pač posestvo sposobili do te mere, da bi imelo vse te 3 osnovne elemente in gradnike, ki so nujno potrebni, da je to lahko butična zgodba, ne, ki živi od tega, da gosti prihajajo sem k nam. Ne pa, da se prostituiramo s prodajo steklenic po 3 evre v Ameriko in ne se ti zgodi Trump in ne prodaš več steklenice v Ameriko. Ne. Tako da želimo biti neodvisni od tega in želimo pač prinašati veselje, ne, ljudem, ki pridejo sem in ciljamo predvsem na to regijo, Slovenijo in okolico. Ne. Še Hrvaška iz Ptuja oziroma tukaj do Zagreba je 1 ura, ne, do Gradca je 1 ura, do Ljubljane pa v teh razmerah, ko preplastujemo asfalt, ne vemo, kako dolgo, ne, ali je ali ni, ne, po kateri poti gremo. Ampak bo boljše. Bomo to uredili tudi. Pride hitra cesta Ptuj-Ormož, ki bo praktično 5 minut od tukaj, ne, tako da se bo vsem dalo res učinkovito tudi priti. In ta vertikalna povezava med, recimo, od Severnega morja, ne, od Poljske do juga gre tu mimo, ne, praktično 10 milijonov potnikov se pelje relativno blizu mimo, ne, vsako leto. Pa druga povezava je pa tu proti Varaždinu, nekdanja stara cesta Maribor-Varaždin, čez Ptuj do Varaždina je pa tudi skoraj 4 milijone potnikov. Tako da verjamemo, da ima zgodba lep potencial, ampak jo treba do konca razviti. Ne. Vi danes v Halozah še ne morete priti nenapovedano kaj toplega pojesti, recimo. Ne. Ampak pogledajte, kaj so naredili fanti in dekleta v Goriških brdih. To je, mislim, zgodba o uspehu povsem. Ne. Slovenija je itak čudovita, ne, ampak tam pred 40 leti je bilo zelo podobno. Vse nisi imel kam iti kaj za pojesti, nisi imel kje prespati prav. Ne. Danes ima samo občina Brda 1200 registriranih ležišč. Ne. Razvila se je destinacija. Ne. In zdaj vidim, vesel sem, da se poleg nas začenja odzivati tudi nekaj drugih kmetij, ne, ki so zaznali to priložnost. In mi ima interes obdelovati spet vinograde, tako da upam, da ne bo več padalo površine, ki jih obdelujemo. Tudi kmetijska politika, verjamem, da bo temu sledila, da se bodo vinogradi dodeljevali tistim, ki jih res imajo namen iskreno obdelovati in pridelovati grozdje, ne pa kakšne druge namene. Ampak sem velik optimist. Res pa je, da kot rečeno je potrebno ogromno vložka, ne samo denarja, ne, predvsem in tudi seveda dela. In je vse teže, zato ker seveda danes, kot rečeno, dobiti tudi za pomoč je vse večji izziv. V Goriških brdih že najdete recimo ljudi iz Azije v vinogradih, ne. Se bojim, da bodo relativno hitro tudi po Halozah, ne, zaznani ljudje iz Azije, ki bodo nam pomagali v vinogradih, ker enostavno iz Slovenije, Hrvaških ne bomo več dobili. Dajmo še nekaj več povedati o tem vinu, ne, ki ga imamo zdaj v kozarcih. Ja, vi dve imate drugo vino kot jaz, zato ker ste dami in sem za dami se odločil, da vam postrežem z malo bolj obarvanim, ne, nežno-jantrnim. Ni to oranžno vino, ampak je 24 ur maceriran sivi pinot, se pravi zgolj hladna maceracija 4 ure, oziroma 24 ur na 4 stopinjah. In je tako prijetno damsko vino, rahlo jagodno malinasto. Sivi pinot je zelo zanimiva sorta in daje zelo lepe rezultate v Halozah, sploh na tem laporju.
Jaz imam pa Sauvignon Blanc, ki je naša nosilna sorta bil do zdaj. En čudovit, ki se vleče ta linija že skozi od prve etikete 2020, ki je dejansko nosilna sorta, ki v naši hiši bodočnost gradimo sicer tudi na Grašici, na Laškem Rizlingu, z katerega absolutno sem prepričan ima izjemen potencial, ga moramo pa seveda ustrezno na trgu predstaviti, zato sem predlagal tudi, da se dovoli uporabo sopomenke. Moram dati še formalno pobudo, ko najdem čas. In vidim, da so fantje že nekateri sledili vinogradniki in prva stekleničena iz Vipavske doline. Sorta je namreč najbolj zasajana po slovenskih vinogradih, 11% je te sorte. In najdete od italijanskega krasa do Prekmorja. Samo v Brdih je praktično ni. V Vipavski dolini predstavlja pomemben del Vipavčana, sicer je pa na Dolenskem, preko Bizeljskega, na Štajerskem Prekmorja, absolutno prisotna kot prva sorta. Sauvignon sem pa zbral zato, ker smo z njim začeli in ga vlečemo ves čas in je en čudovit s aromatskim profilom, take bele breskve, vinogradniške breskve, z rahlim pridihom bezga iz ozadja, čudovita sorta. Ti imaš doma Barbara someljeja? Ja. Glede na to, koliko ve o vinu? Ne, Blaž je kar glede tega zelo izobražen. In jaz mislim, da če bi njemu čas dopuščal, bi to še izpilo še bolj do potankosti, zaradi tega, ker pač je zaljubljen v to. Pa se mi zdi, da se še ta epigenetika njegovih prednikov v bistvu prav izraža skozi to. Pradejte je bil glavni prepričevalec z vinom po Holozu. Ja, no, vse pravim, to niso taka naključja, jaz mislim, da to vse ima nek zato. Tako da jaz v bistvu sem pa najboljši preizkuševalec, to, kar mi Blaž ponudi, naprimer, oziroma jaz sem, zaradi mene lahko so vse etikete zakrite. Jaz samo poskusim reči, to mi paše, oziroma to mi je všeč, to mi ni všeč. Jaz sem zelo, kar se tiče tega, strog kritik. Pa na koncu Blaž se mi zdi, da se že strinja z mano, da kljub temu, da ne vem toliko teh leg in zemlje in kaj, kdo, kje. Imam pa ta, se mi zdi vseeno nek izostren okus, da kaj je dobro, pa kaj ni dobro. Vina je stvar konteksta, pač piješ to, kar ti je prijetno. In ko me sprašujejo o tej vini, zdaj sem dal malo več opisam, ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa sta najpomembnejše. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to. Zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem in doktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil. No, če smo prej govorili, da nisi romantik, se mi zdi, da Barbara o vinu pa zelo romantično govori. Ja, imamo take romantične trenutke, brez skrbi. To je pesništvo, to je zelo drugo. Po ta tretmo pa še bolj s pesmi. To je pesništvo, vino je pesništvo, vino je poezija. On samo misli, da ni tako hudo romantično, zna biti tudi to, ampak drugače pa ne, drugače pa je kar ta devica njegova. Profesor z slovenščine gimnazije je rekel, da sem tretji razredni stranični poet, tako da sem tam neke pesmi uparimal. To moje je tam ostalo. Ja, tam je ostalo. A v studiu, jaz ne vem, kako se to zdaj prav izraziti, glina, porcelan, tam si pa ti mojstrica, Kako je zdaj s to obrtijo? To v bistvu, Blaž je že prej povedal, da združujete zdaj eno zgodbo, familija, ampak to je zdaj prav tvoj biznis, core biznis, glavni biznis. To je v bistvu ta biznis, ki nastane iz hobija in to se mi zdi, da najboljše, zaradi tega, ker če nastane iz hobija, hobi si začel iz ljubezni. Hobija ne začneš zaradi tega, ker ti ni všeč ali pa ker moraš, In če nastane, tako kot je verjetno tudi ta zgodba nastala iz hobija, se mi zdi, da tudi ta moja. Jaz pa seveda sem nagnjena v bistvu bolj k stvarem, k ustvarjanju. To pa že se mi zdi pač mogoče res mi je bilo dano v zibelko ali pa sem se preučila, jaz ne vem, v glavnem živela v obrtniški familiji in definitivno je ustvarjanje nekaj, kar mene izpolnjuje. To pomeni, tako kot Blaž pravi, da si potem izpolnjen tudi na ta način, se zelo dobro počutiš, tudi če si utrujen, tudi če, ne vem, že ti moči pojenjajo, ali pa gre kaj narobe,
v redu, začnemo znova, rineš naprej. In vsako težavo je tam, ki je ljubezen zraven, je definitivno premagovati 1000-krat lažje, pa da se ti, ne. Krasno je, ker vidiš rezultat svojega dela, ne. Ja, res je. Izdelki so res čudoviti, ne, in kak med njimi, recimo, te tudi prevzame, ne. In ko ga pogledaš, ne, te res napolni z nekimi posebnimi občutki, ne. In v njem je res ogromno ljubezni, ne, v končni fazi energije, ki je 3-krat pečen, ne. Ja, še to, ja. Tam, kjer so pozlate in razni dodatni okrasi zraven, ne, tak gre 3-krat v peč, ne, se pravi, je ogromno energije v tem izdelku, ne, tudi fizične energije, ne, zgolj samo, ne, ljubezni. Samo da te prekinem, pardon, tu jaz sicer vidim eno veliko razliko, sicer med gledanjem tega, naprimer, jaz se že od takrat, ko smo, kot modni oblikovalec, ko sem začela, in smo delali res čudovite večerne obleke, naprimer, in to so bile včasih res prave umetnine, če so bili kakšni natečaji in si lahko se bolj izražal, tudi na ta način. Ampak gojim eno posebno, kako bi rekla, en trening, v bistvu nenavezanosti na stvari, ki jih narediš. Blaž jih opisuje kot, ne, da se mi zdi taki, da tako kot jih on opisuje oziroma on povzdiguje. Meni so razpadli korantovi šuhi, ne, čevlji zdaj, podplat. So čevlji so res delani, ne. In zdaj si bom jaz šel te podplate nazaj gor nalimati na te stare šuhe, ne bom se novih čevlji. Jaz se res navežem na stvari. No, jaz sem pa tip, ki se mi zdi, da se mora človek naučiti prav tega, da je nenavezan na stvari. Še se mi zdi, še ta navezanost na ljudi zna biti problematična. Se mi zdi, da pri ljudeh je tako, da ti moraš biti najprej postavljen kot oseba sam, da si srečen sam, da si stvari urediš sam, se mi zdi, potem lahko ti z nekom funkcioniraš dobro. In pri stvareh se mi zdi zopet ta nenavezanost na stvari, da se lahko to, kar naprimer narediš, kar vlagaš neko delo, čas, ljubezen, vse svoje znanje v nek izdelek, da ga brez problema spustiš in da gre. In to je en taki trening, se mi zdi, nenavezanosti, čudovit, ko ti izdeluješ nekaj in prodaš, daš naprej. Imam veliko težavo postaviti ceno, imam veliko težavo... To ne zna, ne, ona bi dala. Aha, vidva se Blaž potem spet številkami. Ona bi, še nekaj zraven dala, kar je vredo, vse skupaj, ne, samo ne treba za elektriko plačati, pa za peč plačati, pa za porcelan plačati. Zna opomniti, ja. No, to sem želela vprašati, kako gre to skupaj, umetnica pa bankir, ampak zdaj sta sama napletla na to, ne? Ne, midva kot par se mi zdi, da funkcionirajo stvari, ker se ne da smo da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija, no. Pa po 36 pa pol letih, mislim, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo. Aha, okej. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bo odziv. Ampak... Včasih ona reče, ko sem jaz hotel reči, včasih da... No, to sem mislila reči. Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da en bi praktično stopil, ne, v stopinje drugega, ne, realno. Ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let. No, jaz pa 16 takrat, ne, če smo 15 let, en mesec pa 30 dni, ko sva imela prvi randi. In to pomeni, da sva kakorkoli kot par odrasla skupaj, ne, to je tako, da si že v bistvu se razvije in prijateljstvo, ne, in neka taka globoka vez. Vsa gimnazija, ves študij, ne, 3 otroci. In kar se meni zdi pa najbolj fascinantno pri vsem tem je, da naprimer, da se midva takrat ne bi spoznala, ne? In da bi se spoznala, ko sva bila stara 30 ali 35, ali bi se midva takrat ujela. Ampak to, če sva midva pa ostala čez vse te faze skupaj, se mi zdi, da pa je to pomeni, da sva se kljub temu, da se vsak spreminjal po svoje,
da so še vedno te energije oziroma ta neka kemija je vedno bila prisotna in je po moje bila ključna, da sva ostala čez vse te hribe in doline, naprimer, ne, Na koncu je skupaj. biologija, ne, dišati si moraš, ne, in še vedno se dišima. Ne, to je Je, to. ne, ja. Na koncu, na To koncu so je res to. lepi stavki, ja, in to je res resnica, ne. Živalsko, ne se na Si gremo včasih neskončno na živce, samo se čudno dišima in to je to. Ja, zvečer Ja. ne rabta, urnika, tudi če ga imata. To je to. Mislim, Mislim, to je- jaz to racionaliziram kot devica, ne. Ja. Še vedno mi dišim, to je Ja. to. In v bistvu, ja, zdaj sem vaju hotela vprašati, kaj je nekaj, kar vaju najbolj pritegne, ne, en na drugemu. A se to pogovarjata kdaj, ne? Barbi, zdaj ti malo po domač rečem, Ja, nekaj se noja. To je še pa vedno stvar, ki zblaža težko izvlečeš. Ne? Jaz, na primer, no, njemu ja. neko tako stvar, vprašanje postavim, ki bi jo mogel začeti razvijati neko. Mislim, ko sprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem. Ne, možeš to drugače gledamo, ne. Ja. Doma sem, gledaj, s Ideš tabo k njej, sem ja. zdaj, poleg tebe sedim, ne, Ja. stiskam se s tabo, kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te ne bi bil tu. No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne. Včasih pravijo dejanja, ne. Ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, naprimer, ne. Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne. Včasih specipa, vse veš malo. No, to so pa tiste, ne, take kamenčki, ki si, malo ki, priti ne, zmori. da te malo žuli kakšna stvar. Pa da na koncu imamo o čem za razpravljati na koncu, ne. Da vama ni dolg čas, ne? Ja, Prekiče se, ne. no jaz takoj vidim, naprimer, ko njemu naprimer, ni za debatirati, razvijati neko tezo, ne, ko vidim, da že preveč in reče, in pol on spremeni temo v sekundi in jaz rečem, čakaj, nisva še prejšnje končala. Jaz mojega 3-krat nazaj kličem, a nisva že, pa še enkrat pride iz pisarne, pa še. Ja, ko pa prideš srno, vidiš, pa veš, ne pa fazana, pa moš nekaj, ne. Gledaj, srna. Moš temu menjati. Pa sta spet pri pticah, ne? Ja, to Tako na pa. poročilih, ne, naslednja tema, ne, nova tema. Nova tema, ja. Ptice pa so posebna tema, ja. No, jaz bom še vedno rekla, no, pejmo še malo nazaj, ker pri pticah bomo se tu še ustavili. Se pravi, kaj te blaž pri Barbari najbolj, no? Ali pa da si hvaležen za to, kar ti je ona prinesla v življenje? Energijo, ne, in podporo v kritičnih trenutkih. Vse je naporno, pa včasih jaz pridem res po 3 dneh poti, ne, ko je res naporno, slabo spim v hotelih, pa je vroče, pa je ono, pa četrto, pa sem res utrujen, pa se prostituiraš, ne, kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek nekega velikega sistema, ne. Jaz sem prodajalec, ne. In to je nenehna prostitucija. Ne. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne. Ampak na trgu je množica bank, ne. Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne. In je treba se več čas prostituirati. Ne. In ne, na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne. In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. Ne, in čas si igrati samo mir. Ne. Samo čas s sabo 1 uro. Ne, mir. Ona me pa ni videla 3 dni, ne? Ja, seveda. Ona pa ne bi mira takrat. Ona Ne. bi pa spet prostituiranje. Ona pa ne bi bila mira takrat. Ona bi pa takrat podoživela z mano vse, pa ne, kar je ona seveda doživela, kar je super in jaz seveda izkazujem interes, ampak jaz sem pa, je pa ne brain fog, ne? V glavi je pa mrtvo, ne? Dosedno mrtvo, ne? In je, te trenutke težje premoščati, seveda, ampak jih na nek način premostiš in ko pa vidi, da sem res v stiski, ker sem veliko tudi celo v stiski zaradi tega, neke anksioznosti, ampak pride do zida, ko enostavno ne gre naprej in moraš poiskati pot okrog, ne. Takrat mi je pa v neskončno oporo, ne. In to so trenutki, ki znaš ceniti. V kakšnem smislu oporo, da samo je zraven in je tiho? Pa tudi takrat pa reče to, kar mora reči takrat. Ne, takrat pa ni ne, dodatno prilivanje na ogenj, ne, ali pa dodatno praznjenje, ne, zato ker jaz s sabo upravljam na način, da skušam energetski nivo vzdrževati. Ne. Jaz pri sebi vidim, kdaj mi energetski nivo začne nihati, ne, in kdaj si blizu ne, sodobnega stanja izgorelosti. Ne. Jaz nisem nikoli izgorel, ampak ne, čutim pa, ko je prazno, ko je baterija prazna. Ne, in takrat pač se moram umiriti in takrat moram najti 2 uri, vse to ne rabim, ne, pa 1 nedeljo prespati. Ja, ker drugače tempo res ne skončen, ne, 5 dni tam, ne, pa na poti, pa pol sobota tu, pa ob 12 še pomagam bratu čistiti tu, pa smo 2 zjutraj doma, ne. Pol pa nedelja, samo še ponedeljek je po tempo, ne.
In je to, da razume, da kljub vsemu je moja izbrana karijera, ki je moja izbrana karijera, nihče me to ni silil, da sem to počel, pa se metal z obe ljudem, zato ker sem imel kdaj kako mnenje, ker mi ni bilo vseeno, pa ki je bilo treba kaj povedati, ker sediš na informacijah, ki so malo širše, pa niso, če jih statistika vse prenese, pa se jo da zlorabiti na tak ali drugačen način za partikularne interese, realnost je pa realnost. Je treba kako stvar povedati realno. In to ni seveda, ljudje tega zrcala ne vidijo radi. Najtežje se je pogledati zrcalo in se pogovarjati o lastnih pomanjkljivostih, o lastnih šibkostih. In se pa treba s tem soočati, kakorkoli. Če ne drugo, skoliko sem posel, ker vsak dan dobim 10 povratnih informacij, strank, LinkedIn, Facebook, ne vem kaj vse, you suck. Ja, filter je Brodnjak. Filter je vredno Brodnjak. Ko gre vse prav in vse v redu, smo vsi heroji, ko je kaj narobe, se ve, kdo je odgovoren objektivno. Pa sprejmeš kritiko oziroma znaš sam sebi nastaviti ogledalo, vidiš svoje napake, svoje prednosti? Trudiš se s tem soočiti na ta način. Smo pa vsi tako ali drugače, alfa, beta, gama, karkoli že smo. Zdaj, to živalskega sveta izhaja. Alfa karakteri so alfa karakteri, so zahtevni za sobivati, zato ker so ambiciozni. In pač naredijo nekaj, pa zato tu imajo moja okolica z malo težave, ko smo nekaj dosegli, pa se opravičujem, jaz nisem tu, jaz nisem niti pri naslednjem, jaz sem čez 3 korake. Mene tisto zanima. Vse ostalo so vmes etape na poti do tja. In mi dosežemo etapo in smo reči, da smo zmagali. Ne, nismo zmagali, to je etapa. Dirka se konča tam. Potem pa pride nova dirka z 20 etapami. In je to zahtevno, s takimi karakterji je zahtevno. Jaz sem zahteven karakter. No, vse Barbie, Barbie, oprosti. Barbie. Zdaj se že toliko časa pogovarjamo, da se počutim, kot da smo doma v dnevni sobi. Se smo doma? Če smo hvala za doma? Ja, v resnici res, ko počutim. Se hvala za ni težko počuti doma. A te to pri Blažu pritegne, da je alfa samec? A je to tisto, če je prej Blaž povedal? To podzavestno definitivno, ker potem pač si ne bi takšnega zbrala. Mislim, to reči, da te pri svojem, izbrancu ne pritegne takšen, kot je, bi bilo pač, se zlažeš, Jaz mislim, kar sem pa hotela povedati, pri vsem tem, kar je Blaž razlagal, jaz sem pa strašno človek intuicije. In se mi zdi, da se naslanjam na to svojo intuicijo in kadar jaz vidim pri Blažu, naprimer, to neko, da je čist že, naprimer, v nekem kotu, jaz ne rabim niti povedati, da je, ali pa ne vem, jaz ga sam pogledam, pa lahko prikimam, da je to, kar razmišlja, ker se mi zdi, da točno čutim, kaj razmišlja. Vem, kaj bi rad naredil naslednjo potezo, ali pa ne ve, če se je prav odločil, naprimer, In tu se mi zdi, da jaz ne z nobenim racionalnim, z nobenim znanjem iz njegovega področja, ampak imam pa strašno intuicijo. In tudi o ljudeh, Blaž to verjetno lahko potrdi, da znam ljudi zelo dobro oceniti samo po energiji. To pomeni, da ne rabi nekdo, ko vstopi, niti se ne rabim niti rokovati, niti pozdravljati, niti govoriti z njim, ampak se mi zdi, da imam neko to čutenje energije ljudi, ali je to ok ali ni ok, in se mi zdi, da se že skozi življenje zanašam na to in če se zanašam na to svojo intuicijo, je Blaž eden izmed tistih, kjer imam zelo dobro intuicijo v bistvu, kar se tiče tudi odnosa, naprimer, Kako, kdaj kaj reči, kdaj kaj ne reči. Pa dobro, se zgodi, da ne uspe vedno. Ne, moramo, oprostite, moramo to priznati, da je to dostkrat stvar igre, kakorkoli odnos je igra, in ti... Ampak ne, vse je zelo preprosto. V bistvu rabi samo dovolj pozornosti, A ženska, ali tudi moški? Ona. Za druge ne ve, za druge on ne ve. Za druge ne vedno za sebe. Ona je preprosto bitje, ona rabi dovolj pozornosti. No, pa ženska? Ja. In s to obdobje, ko enostavno zaradi tega, ker sem dosti na poti, ker se imamo res večji projekt, ki me mentalno okupira do te mere, da enostavno imam glavo ves čas nekje druge, pa je par dni te pozornosti manj, Pa zna za 5 do 7. Znam se oglasiti.
Zna zapeti, da je čas za pozornost. Tako, znam se oglasiti in znam, naprimer, počakati, ampak znam, ko pa je dovolj, pa tudi povem, zdaj pa je dovolj. In rečem, zdaj sem pa tu, evo, zdaj smo pa midva, ne? Vzemi me, ne? Tukaj sem. Ne, moramo priznati, danes so največji motilci predvsem telefoni, naprimer, ne? Ker to je najlažja pozornost in mislim, ne pogovarjaš se z mano, če zraven scrollaš, ne? Seveda, ja. In to ne moremo učiti naše mlajše generacije, če mi počnemo zdaj iste stvari. In odkot, mislim, oni se bodo učili to od nas, ne? In tudi, če mi vemo, naprimer, da to ni okej, ampak se mi zdi, tudi mi smo postali odvisni od tega in ti pogledaš mimo grede. In zdaj sem glih rekla, pač da ne bom hodila več na kosilo, če bo zraven telefon. Telefon, ja. Ali pospravimo, ali pa ne pospravimo, naprimer, ne? In tisti čas je samo čas za najo. Pa še med kosilom, ko jaz to rečem, naprimer, da ni telefonov, pa si mi jaz pa nisem še, jaz bi pa zdaj sam pogledala, ne vem to, ali sem onoma odgovorila, pa mislim ne, če sem rekla, da ga ni, ga pač ni, ne? Teda, mislim, vse to je trening, jaz mislim, da se to pač cel čas se vzgajamo malo en drugega, ne? Mi sami sebe, ne? Ja, seveda, mi vzgajamo otroke, ne? Ali pa mi padamo na izpitih. Brez skrbi. Mislim, realno sva oba privilegirana, da sva zdrava, ne? Da smo toliko časa skupaj zdrava, ne? Ker karkoli na to temo lahko vse poruši na sekundi, ne? In da so otroci enako zdravi, ne? To se mi zdi najpomembno. Jaz bi sam to temo še odprla, ne? Barbara, ti si certificirana tudi učiteljica, ne? Mednarodno joge. Tako. A lahko potem čez čas pričakujemo na tem vašem posestvu v Halozah, morda tudi kaj v tem smislu, recimo? Ja, v bistvu to je ena izmed tistih stvari, katere sem jaz, naprimer, ko je Blaž začel govoriti o tej zgodbi malo bolj konkretno, midva sva se že doma pogovarjala in že takrat, ko je on predstavil meni, kako približno si to predstavlja, sem jaz takoj v sekundi razmislila, v bistvu, kje pa je bil ta moj segment, ne? Kje se da priključiti v bistvu tisto znanja, ki jih imam jaz. Jaz nimam znanja iz vidnarstva, jaz nimam znanja iz, mislim, meni tudi prodaja nekaj ne gre, to jaz nisem človek za to. Sem pa takoj videla, da v bistvu ta hospitality, naprimer, da tu pa definitivno in z lončarskimi stvarmi oziroma delavnicami, nekimi sprostitvenimi, vemo, da je to zemlja, vemo, da je to prva čakra, vemo, da je to neko prizemljevanje, neka zelo osnovna stvar, ne, temelj vsega. In se mi zdi, in potem zraven še neke sprostitvene, naprimer tehnike, lahko kakršne koli. Jaz mislim, da bom takrat, ko bom začela to ponujati, bo jo definitivno to, predvsem stvari, ki sem jih jaz združila iz večjih, ne, jaz, ne vem, s športom se itak že ukvarjamo oba skoraj celo življenje. In vse, kar sem se naučila in kar mi je pomagalo meni, se mi zdi, da bi rada skozi pač, naprimer, smer neke joge, potem skozi te delavnice, ki zopet bojo spet čist moj program, naprimer, take, kot si ga jaz zamislim, to, kar bi meni pasalo, to, kar bi mene sprostilo, to, kar bi mene nekako resetiralo, bom jaz potem na tem posestvu, ki bo, ko bo, ne, kot nek turistični objekt, da bomo lahko ponujali te storitve, boste definitivno to tu dobili, ne? Lončarska delavnica in joga studio bosta del ponudbe, ne? To je v kolikih letih to zdaj govorimo? Ko bomo zmogli finančno, ne? Moramo še absorbirati pač ta prvi del razvoja, ne? Prvi del razvoja je sodobna predelava, ne? Klet, ta trgovinica in ne? Ostale pritikline, zdaj moramo strojni park, če vinogradih porihtati. Potem pa se postopoma lahko preselimo, ne, v obnovo zidanice. Ja, ker vedeti moraš, da takrat bomo midva tu, verjetno tu že živela, ne, to pomeni, da mi bomo takrat vse v Ljubljani, bomo rekla Ljubljani nekje, hvala za vse, kar je bilo, ne. Tako, ja, to je ena tisto obdobje, ja. Kot jaz, kot mlada, se spomnim, takrat so se zelo odseljevali v Nemčijo, naprimer, ne, oziroma delo Avstrija-Nemčija in so vedno govorili o tem, da bi se radi enkrat vrnili domov, pa sem si pa kaj se boš to vračal domov, zakaj, mislim, nekoga, kaj te vleče s tem, če tu nisi živel 30 let ali pa 40 let, ne, ampak zdaj, ko pa si, naprimer, vseeno
si v teh letih, ko naprimer se bližaš nekemu, rečemo, kaj vem, jaz sem si zadnjič izračunala, da do uradne penzije imam še, ne vem, 10 let, naprimer. Tri reforme bojo še 17 let. Če bi to bilo zdaj, naprimer, ne? Da začneš, da te definitivno, vsakokrat, ko se peljemo v to smer, se boljše počutiš. Si rečeš, ja, to je to. Ko se pelješ od Slovenske Bistrice proti Ptuju, ne? In potem, ko se od Ptuja desno zasukaš proti Halozom, vidiš veliki vrh. V bistvu iz zdalje 20 km in pelješ se proti velikemu vrhu. Ne? In takoj začutiš neko novo dimenzijo. Tam ste vi, da povemo, ne? Veliki vrh je ta lokacija. Ja, to je zdaj ta nova lokacija. Kjer je zidanica, kjer, ne, in mislim 500 metrov zračne linije od tu, kjer se nahajamo, ne? Tam bo potem seveda srce posestva. In verjamem, da bo, tam je res ena posebna energija, ko se pozicioniraš pod ničelno koto, se pravi pod vrata kleti tega objekta, v severne terase in zemljina v bistvu med teboj, v bistvu požre vse zvoke iz okoliških cest in ostalega, slišiš samo haloške ptice. To je to, slišiš samo haloške ptice, gledaš romarsko cerkvico Svete Ane in pod njo vinograd modrega pinoja in modre frankinje. To je tvoja takratna realnost. Ne? In tam bo umeščen wellness. Ne? Zen, to je čisti zen. A bo takrat čas tudi za ptice, za ljubezen iz... Pa dobro, ta ljubezen je več čas. Jaz vsako ptico pač povedati, skušam identificirati. Kaj, všeč so ti ptice, oziroma kaj ljubite? Ne, jaz sem z lovske družine. Jaz sem kot mulc, že 3 leta, pa pol kasneje, z očetom, detkom, stricoma smo pač jagali po Halozah. In jaz sem znal lovski priročnik na pamet, po moje, ko sem star 12 let. Jaz bi po moje naredil lovski izpit pri 12. In Lovska zveza Slovenije pač ima svoje glasila, ne, kot je lovec recimo, ne, na drugi strani pa je imela tematske knjige po vrstah divjadi. In na neki točki sem se pa zaljubil ptice, generalno, ker zame je fascinacija biti sposoben leteti, ne, in videti svet z ptičje perspektive, ne. In sem en čas namenil dejansko nekemu pač na to temo izobraževanja in sem knjigo Ptiči Slovenije tudi znal na pamet, ne. Seveda, na podlagi tistih slik, ne, zdaj realno stanje ptice je morda drugačno. Danes je to najmanjši problem, ker s telefonom, ne, posklikaš, pa ti pove, ne, Wikipedija ali karkoli že pač, kdo ta ptica je. Tako danes biti ornitolog je lahko vsak. Ampak ta ljubezen tli in še danes, ko vidim kakega redko preletno ptico, recimo, ki se le občasno tu znajde. Zadnjič sem recimo zgoraj, sem se pripravil do vinograda in se jim je praktično 3-4 metre od mene iz vinograda ven dvignil orel, Postojna, največji evropski orel. Primer kril, po moje, 3 metre, ogromno. In je bilo fascinantno živetje. To me je napolnilo za dalj časa z energijo. Imamo fazana z 2 kokošima tu v vinogradu, rednega, domuje. No, ko se fazana, ne? Ko pravi, da ni romantičen, ne? Ja. Ko mi je hotel pripraviti eno romantično To je en zmenek, izkušnjo. To je bil povabilo na zmenek in jaz sem imela popolnoma drugačne predstave, kaj za to bo. No, glavno, on je rekel, gremo v gost, bom nekaj vama pokazal. En gaj tam na ravnini. Ja. In čepimo, on pravi, jaz kaj se dogaja? Mrak se spusti. Jaz nekaj na to bo zdaj neko doživljanje, kaj, ne vem, bo prišla muzika od nekota, ali kaj bodo. Zdaj, in potem reče, naenkrat čujemo nekaj in reče, aha, a sta videle? In jaz, kaj smo videle? Ja, kaj? On tak tisto, a niste navdušene, kaj? Jaz rečem, ja, fazani hodijo spat na drevo. Ona je vedela, da fazani spijo na drevesi. To 15 ljudi ne ve, da fazani dejansko zleta na drevo za spanje. No, teda sem se take stvari. In takrat sem si rekla, mater je, res je poseben. Kdo bi mene peljal gledati fazane spat na drevo? Fazan je v nebohod. Ja, no. Se tudi na eno poročno potovanje je bilo, ena destinacija je bila Mljet. In potem zopet mi dva čepima za eno skalo in reče, zdaj ti bom jaz nekaj pokazal. Ok, zakaj za spet?
In pride nota, kar je bil pa vodomec, ne? Vodomec. Ja. Vodomec na Čeri, na Mljetu. Ampak jaz razumem, ko meni reče vodomec, ne reče, Tista kovinsko a ti modra veš, kaj je to oranžna. vodomec? In jaz rečem, ja, verjetno ta ptič lep, ne, pač. Kingfisher. Ja, ampak, a ti veš, kak je to posebno? Jaz rečem, ja. Tam na morju, na obali. Se mi Ja, zdaj posebno. mislim, mene to tako hudo Ob nize, strugi ne? slovenske rečice ne, ampak tam je bilo pa res posebno. No. Čisto otroško navdušenje še zdaj, ne? Bi me kakšna slika v galeriji bolj prevzela kot ta ptič, ampak seveda, to je pa tisto, ko si moraš deliti te ljubezne, ne? Evo, sem rekla, bom čepela za to skalo in bom kimala na vsako. Do belolepega orla, Haloza, do vodomca na Mljetu. Ja. Ne, mislim, življenje mene fascinira. Če me zdaj vprašaš, ne, kaj bi me res izpolnjevalo, zdaj te ekonomija, pa finance, pa ten. Biologija, realno, ne. Biologija ima ljubezen, ne. Če bi sledil slepo ljubezni, ne, bi verjetno zdaj preučeval, ne, spolne navade, kakšne redke živalske vrste v Kongu, ne. Ampak je na koncu prevagala neka druga, ne, nota. David Attenborough je sigurno njegov... David Attenborough je pa itak. To je tako, da bi rekel, ta, ne, zdaj je povejte več o tem. praznoval... Pa ne idol, ne, če te čuješ, Idol, kdo je v življenju idol. Ne. Ja? Eni imajo Cristiano Ronaldo, jaz pa rečem David Attenborough, ne. Ja. Zdaj 100 let praznoval gospod, ne. Ta raziskovalec. Je res. Ja, malo več nam poveje. Pa se nikaj dosti zapovedati. Njegova dela, dokumentarci in knjižna dela so pač standard. Jaz trdim, da so Biblija, ne? Da so svetopismo. Da, ne? Jaz pač sem ateist, ampak če bi nekaj vsak zemljan moral prebrati in videti, ne? So to dela Davida Attenborougha in njegovi dokumentarci, ki govorijo seveda ne samo o življenju kot takem, o živalskih vrstah in rastlinju, ampak govorijo o vzdržnem delovanju na tem planetu, ne? Trajnostnem razvoju. Ne? Človek je bil rojen, ko je bilo manj kot 2 milijardi prebivalcev. Ne? Človek je bil rojen, ko seveda je bilo industrijskega onesnaževanja bistveno manj, ne? In toplogrednih plinov in vsega ostalega. In ima odgovore na to, kako bi človeštvo in ta civilizacija, ne, lahko naredila ta nek preboj. Ampak zdaj smo nažalost iz tega multilateralizma in liberalne demokracije se spet prevesli v autokracijo, ne? In v skrajne režime in v eno in drugo stran. In bo kar eno obdobje, po moje, trajalo, da se spet poskuša uživljati del nekega vzdržnega razvoja na globalni ravni, planetarni ravni. Ne. Mi v Evropi ne moramo sami vse teh stvari iti, ne, pa sanjati o nekem novem modelu družbe, dokler seveda moramo vse delno ohranjati konkurenčnost, ker enostavno sicer bomo družba starih ljudi v negativni spirali izumiranja. Ne. Danes je več starih 65 let kot 15 let državi. V zadnjih 20 letih je število žensk v dobi med 15 do 45 let padlo za 18% skoraj. Ne. Tako da zadeka, kako bomo mi ohranili to civilizacijo, kako bomo ohranili največje pridobitve tega poslovnega modela srednje evropske družbe po drugi svetovni vojni, ne, ki sloni na solidarnosti in socialno naravnanem tržnem gospodarstvu modelu, brez da bomo delali dovolj, brez da bomo imeli podmladek, ne. Medgeneracijska pogodba pač sloni na tem, da imamo dovolj mladih, ki skrbijo za starejše. Ne. Da seveda tista aktivna populacija, ki je mora biti dovolj, da lahko zase preživi in še zagotavlja, ne, za zdravstveno skrbo za ostarele in vse ostalo za starejše. In to so resni izzivi, se niso slovensko specifični, so evropski. Ne. Družbe, ki je solidarnost in socialnost, nastrojenost zamenjala za vse zveličavne pravice in svoboščine, ne, ker pa pač ni več dovolj odgovornosti, pa se zlorablja institute, ne. Solidarnost nima svetle perspektive, ne. Še posebej, če tekmuje s tehnološkim prebojem, s katerim Kitajska naslavlja podoben demografski izziv, ne, ampak je tako pospešen tehnološki razvoj, ne, ki mu mi ne moramo slediti. Na drugi strani pa zdaj s temi določenimi avtokratskimi prijemi, ki v temeljih načenjajo demokracijo, ne, in solidarnost. Ne, zdaj si lahko govorijo, da ne, Slovenija ne, si ne želi privoščiti velike neenakosti, ampak Slovenija je neenakost med najnižjimi na svetu. Ne. In če želimo kakorkoli deliti in več, moramo seveda ustvariti več. In tudi iz uspeha kakorkoli se učiti in uspeh privoščiti. Ne. Če nekdo zdaj pripravlja nadpovprečno več vlagati in delati, ne, potem pač ne bo za to tudi ustrezno nagrajen. Ne. Ob zavedanju, da pričakujemo seveda, da bo potem nek tudi vzor, ko gre za družbeno odgovorno ravnanje. Ne. Tako da zadeva je malo bolj kompleksna, ko se gre na prvi pogled, ampak verjamem, da se vrniti k nekim temeljem
osnovnih atributov delovanja družbe, ne. Pa če so to božje zapovedi, jaz sem rekel, da sem ateist, ampak ne. Teh par 10 zapisov pa kar drži. Ne. Držijo, ne, ja. Vsaj to, ne. Pa kar drži, ne. Ja. Pa nazaj, meni se zdi, da nazaj k naravi, kar vama zelo dobro uspeva s tem projektom. Narava je trajnostni razvoj, vzdržnostno naravnanje, ne. Narava pozna vse zakonitosti. Prej sem se vsem predal v avto, ne. Pa eno temo, pa nek pregovor, se ne vem, kjerega sem pa izustil, ne. Sem rekel, da Slovenci imamo za vsako situacijo v življenju pregovor, ne. Ja. Pa zdaj ne spomnim, ne. To so modrosti, pač, ki izhajajo iz nekih naravnih mehanizmov, ne. Pa če tam imamo Koranta na policiji, izhaja iz nekih poganskih prepričanj, ne. Ljudje so nekoč izhajali iz te narave, niso si znali celoti razlagati, ampak so izhajali iz te narave in so nek cikelni ritem in bioritem, ne, s tem vzpostavili. Zdaj smo se malo tega oddaljili, se mi zdi, in je seveda čas, da se temu vrnemo. Če bomo pa seveda preveč dogmatični, pa ne, se moramo pa zavedati, kaj to pomeni za, ne, sposobnost kljub vsemu v monetarni družbi financiranja te družbe, kot jo poznamo danes, ne. Obseg pravic in svoboščin treba sfinancirati, nažalost. Ne gre drugače, treba z denarjem, ne. Slovenija je tako majhna, da je odvisna v veliki meri seveda od sveta in naše povezav v svet. In moramo kakorkoli delovati tudi v smeri mednarodne konkurenčnosti, da lahko tu ustrezno sodelujemo, ne. Zdaj pa, če shajamo iz družinske celice, ne, nacionalne celice, jaz pogrešam med nami tudi malo več nacionalnega ponosa, ne, in zavesti in zavedanja, kot rečeno, da smo tako majhni, da ne moramo biti en drugemu na poti, ne, in si biti v grlu ves čas. Če pogledate, recimo, mi smo zdaj 2 kilometra od hrvaške meje, ne. Hrvati znotraj države se zdi, da so precej razklani, ne, ko pa grejo ven, pa je šahovnica na prsih in na glavi, ne. In tam ni nobenega, ne, dvoma o tem, kaj bodo počeli, ne. Pa zdaj nedavno, recimo, ne, podpredsednik Evropske centralne banke je postal Hrvat, podpredsednik Evropske investicijske banke je postal Hrvat. Mi pa se zdi, da smo en drugemu toliko zavisni, da smo si na poti, da ne bi se kaj takega zgodilo, ne. Tako da to pa pogrešam, recimo, ne, neko nacionalno zavest v nekem širšem okviru, da mi Slovenci si želimo po svetu, kljub vsemu delovati tvorno, povezovalno, ne, ampak najprej moramo se povezati doma, ne. Ja. Moramo se povezati, ne. Tako, kot se naravne družinske celice skušamo povezati z vsemi spolnimi padci, z drugačnimi pogledi. Tako se moramo na ravni te celice, ali je narod in država celica ali ne, to je za drugo vprašanje, ker ne, pač mi s tem neke dolge zgodovinske izkušnje pač nažal nimamo, ne. 650 let Habsburške monarhije se je prevedlo v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev s srbskim kraljem, ne, potem socialistično federativno republiko Jugoslavijo s sedežem v Beogradu, ne. Mi nimamo niti ne tradicije dovolj velike, da bi znali upravljati večji obseg premoženja, realno, vsega nismo nikoli mi sami upravljali, ne. Smo bili izvajalci. Zato, ne, smo na nek način, se mi zdi, mentalno na ravni, da se upiramo zoper vsakokratne, ne, avtoritete, ki so le vedno tuje, niso le naše in jih ne sprejmemo kot avtoritete. Ne, neki srednjeveški kmečki upori, princip, ne. Se mi zdi, to je pač moje dojemanje, ne. In še vedno to, ne, se mi zdi, da iz zgodovine v sedanjost in prihodnost peljemo. Samo ne moramo razumeti, da zdaj pa je to naša država, ena in edina, končno jo imamo, ne. In kaj, mi pa smo še kar hosti druge svetovne vojne, ali kaj? Ne, mislim, ne vem, zakaj ne dojamemo, da so različni pogledi zelo dobrodošli in nujni za napredek, ampak definitivno moramo imeti pa skupen cilj, ne? Mi dva lahko imamo vsak svojo pot do nečesa, ker smo pač različna, ne? Ampak verjetno pa se poenotimo, kaj je dobro za naju, za najino družino, to pa ne vem, to pa se mi ne zdi taka odkrivanje take Amerike, naprimer, kaj je res dobro, ne. Pa nas je, ne vem, vedno več v družini not, ne, ampak sigurno je... Pa gremo na YouTube zame, pa na balet za njo, ne. Ja, skupaj, ne. Pa dajmo zmoli 3 oče naše, pa 3 krat za 5 hej brigade, pa spucamo to drugo svetovno vojno, ne. Snehamo s tem ukvarjati. Sej ni to tako zdaj hudo težko, ne, če je volja. Če je volja, ja. Jaz bi zaključila ta naš pogovor na velikem vrhu in s to zen zgodbo, ne, ki smo jo že prej omenjali. Barbara, po domače zame Barbie, mi je ljubše, se pravi, ta umetniški del z glino, s porcelanom, z jogo. Tako. Jaz bom z veseljem prišla. Blaž, pa ne vem, a mogoče tudi iz teh bankirskih vod, pa za voljo tega, da se mogoče vse te razprtije, recimo pozabijo, ne vem, a mogoče sledijo kaki, ne vem, zdaj so zelo popularni
moške skupine tudi, ne samo ženske. Ne? Ženske se zelo rade povežemo v neke ženske kroge. Ne vem, a mogoče sledijo tudi mogoče kakšni pogovori o moških tematikah na tem posestvu. Ne vem, v kaj se boš usmeril? Z veseljem pogostim dame tudi mimo grede. Ne sporazuma. Ampak ne vem, mogoče na drugačen način nekaj, da se poznajo. Pa se bo isto, kot neko vidim, ko pridejo kakšni gostje, ki poznajo očeta, pa ne, se oni pogovarjajo 30 let nazaj, pa 20 let nazaj, pa 15 let nazaj, ne, bomo mi tudi po mojem modrovali, kako smo mi pametnejši od teh danes, ne. Aha, ja, okej. Vedno je izziv nove generacije, ne, in če si preberete par citatov, ne, Aristotelovih ali pa kakih začetka 20. stoletja, ne, o mladih, ne, kako so nemogoči, ne, kako se bodo šele spoznali svet, ko bodo soočeni s vsemi njegovimi nepopolnostmi, ne, je vedno isto. Tako da jaz si želim predvsem, in kar pa opažam, moje izkušnje, ob vinu se običajno ne zgodi agresivnost, ob vinu se zgodi, ne, pesem se zgodi, ne, iskanje poti. Ne. In če bo se tu gor srečevalo, ne vem, nekaj vsakega toliko časa ljudi iz te celotne regije, s katerimi sem se poslovno povezoval in so kakorkoli imeli vpliv, pa morda bodo še imeli vpliv, predvsem bo vedno rdeča nit pogovora, povezovanje in iskanje, ne, dobrega za to državo in regijo, ne pa razkol, ne, in pogrevanje starih zamer. Tudi če kdaj v življenju mi se recimo nekaj zgodilo, kar ni bilo načrtovano, pa me je morda prizadelo v tistem danem trenutku, pa so bili v igri seveda ključni ljudje, ki so bili, ne, takrat na tem mestu, da se to ni zgodilo. Jaz nikoli nisem zaprl vrat in lahko grem z njimi na kosilo vedno. In to je moja deviza. Ne. Komorkoli lahko stisnem roko, komorkoli v tej državi, komorkoli lahko pogledam v oči z mirno vestjo. Pa če sva tudi imela kdaj diametralno nasprotne poglede v javnosti, jaz s tem nimam problema. Mi se moramo spraviti na najmanjši skupni imenovalec in to se lahko samo s pogovorom. In ta pogovor pa mora obstajati. Ne moramo enoumno pač početi stvari. In enoum je nikoli recept za nič. In ne more dolgoročno uspeti. In zato imamo demokratičen ciklus, zato prihaja do sprememb. Ker enoum je pač ni pot. In ne vem, če se dr. Drnovška tega nismo naučili, čez polje treba vedno razmišljati. Torej, pogovor, zen trenutki na velikem vrhu. Ja, pa dobra volja, ne, pa dobra volja, vino, ne, če bomo še... Jaz sem reči, da bomo za konec nazdravljali, ampak sem že vse. Jaz upam, da bo vino še dovoljeno in da bomo tudi lahko kako salamo še narezali. Dajmo nazdraviti zdaj pred kamero, oziroma za kamero. Si in pinojem in sovinjom. Boš pa res pila. Tako bom pa res, ja. Na zdravje, na svetlo in lepo prihodnost. Hvala, Anja. Srečno.